Ja, glede, etični pomisleki, ne. To so bili tudi pred desetletji, ne, ko se je ta oploditev z biomedicinsko pomočjo, včasih se je temu rekli otroki iz epruvete, ne, ko se je to pred desetletji uveljavljalo, so bili podobni etični pomisleki, so rekli, da se pa Boga igramo, ne, v epruveti bomo otroke delali pa take reči. V bistvu takrat šlo samo za neko tehnikalijo, ne, za izvedbo postopka, ki poteka po naravni poti, da se je to iz istih oseb izvršil pač v neki epruveti, lahko temu rečemo, naprej pa potem stekel po naravni poti, ne. In danes ta metodologija, o kateri se pogovarjamo, to se pravi ta trije starši za enega otroka, ne, pomeni samo, da so k tej tehnologiji, se pravi k oploditvi z biomedicinsko pomočjo, še en korak dodali, ne. Tukaj se uporablja kot jajčice neke tretje osebe, s katero so jedro izpraznili, ne, večino dednine je šlo ven, ostal je samo tisti 0,1% dednine oziroma možnih lastnosti ostali, ne, to se pravi, njeni mitohondriji so ostali, ne, in tukaj potem izvedejo oploditev z biomedicinsko pomočjo, ne. To gre za bolezni v družinah, ki imajo mitohondrijske bolezni, ne, in zato je treba seveda, se tistega jajčeca ne sme uporabljati, ker se potem to deduje absolutno na vse otroke. V tem primeru, ne, so pa mitohondriji zdravi, ne, se pravi, nimajo mutacij, ne, in se uporablja jajčece te iste, sicer bolne osebe, ne, samo brez mitohondrijev, se uporablja njeno jedro, ne, in seveda sperma očeta, in se potem rodi zdrav otrok z dednino obeh staršev. Zdaj, tisti 0,1% lastnosti, pri čemer moramo vedeti, da te mitohondrijski geni v glavnem kodirajo za proteine respiracije celične, se pravi energije celične, ne, za neke lastnosti, plave ali pa zelene oči ali pa taki lasje ali pa še kaj drugega, ne. Tako da te pomisleki so malo iztrte, izviti, ne. Zdaj, komercializacija, dobro, pridobivanja jajčec, to je lahko etični pomislek, ne, samo te bolezni so redke, ne, tako da v Ameriki je 4000 primerov na leto, ne, Američanov je pa tam, kolikor jaz vem, okoli 260 milijonov, ne. Zdaj lahko vsak izračuna, koliko je to pri nas redko, ne, nekaj primerov do 10 primerov recimo, ne. To o kakšni hudi komercializaciji ne moremo govoriti, je pa seveda, jaz če že se v etiki pogovarjamo, je to pomoč družine, ki imajo to stisko, tako bolezen, ne. Zdaj bodo nekateri rekli, se to gre za redke bolezni. Ja, redka bolezen, ne, redka bolezen je tudi kakšen rak, recimo možganski tumor, ne. Vse medicina zdravi to, ne, in redka bolezen je statistično redka bolezen v populaciji, za prizadetega ali pa za družino je pa to pogosta bolezen, ne. Medicina danes pač se prizadeva zdraviti bolne ljudi oziroma preprečevati bolezni, kjer se to da, ali pa pomagati, ne. Vse to počnemo tudi z aspirinom pa z antibiotiki, ravno tako se borimo proti recimo navednicah ali pa brezbogu, ne. Naravna selekcija šibke osebke izloči. Medicina se proti temu bori in se igramo, ne, nekaj nad temi naravnimi poteki. In tukaj je tudi nek tehničen poseg, ki pač poskuša pomagati ljudem, ne da bi pa zdaj vplival bistveno na lastnost takega človeka, ki se bo rodil. To ni noben klon, nič, ne, to je, vse ima isto, očetova in materna dednina se združita tukaj, ne, ti prispevajo 99,99 oziroma 99,99 lastnosti, ne, tako da.